Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni. Molitev vernikom odpira nekaj bistvenega, odnos med človekom in Bogom. Včasih je polna besed, drugič zaznamovana s tišino, prošnjo, hvaležnostjo ali iskanjem. Za nekoga je molitev opora, za drugega vprašanje, za tretjega prostor notranjega miru. Človek v molitvi pred Boga pravzaprav prinaša marsikaj. O tem, kako razumeti molitev in kako oblikuje človeka, se bomo pogovarjali z župnikom Simonom Potnikom iz Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec. Dobrodošli, Simon. Hvala lepa, lep pozdrav. Kaj molitev v svojem najglobjem bistvu razodeva o odnosu med Bogom in človekom? Najprej hvala za ta vprašanja, za to področje, za to razmišljanje, za to pobudo. Pogosto mislimo, da je molitev nekakšen uradni dopis, ki ga pošljemo v nebesa in upamo, da ne pride med vsiljeno pošto. Ampak v svojem bistvu nam molitev pove nekaj šokantnega. Bog si želi odnosa. Ne želi robotov, ki bi slepo recitirali pravila, želi sogovornika. Razodeva nam, da nismo neka kozmična napaka, ampak smo neskončno ljubljeni in iskani. Če Bog posluša mene, malega človečka tam iz Slovenj Gradca, potem to pomeni, da sem zanj osebno pomemben in nisem le številka. Zakaj je molitev v krščanskem življenju nekaj bistvenega in ne le ena izmed mnogih praks? Najprej, ker ni hobi. Ni nekaj, kar uvrstiš na urnik med fitness pa med tečajem izdelovanja keramike. Molitev je dihanje. Ne moreš reči, joj, ta teden sem pa tako zaposlen, bom nehal dihati do nedelje. Brez dihanja duhovno umreš. Svetopismo je tu čudovito radikalno, ko pravi, ne prenehoma molite, Pavel Tesaloničanom. To ne pomeni, da smo ves dan na kolenih. Kot odnos med tistimi, ki se ljubijo. A vas mama ima rada? Vas ljubi? Ja, ampak aj z vami 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na telefonu, vedno na vezi? Ne. A vedno misli na vas? Ne. Pa vas ljubi. Pomeni, da smo ves čas priklopljeni na božji Wi-Fi. Če te povezave ni, vera postane samo še zbirka moralnih pravil, obveznosti. To pa je hitro precej dolgočasno in suhoparno. Kaj se po vašem dogaja s človekom, ki resnično moli? Kako molitev preobraža njegovo notranjost, pogled na svet in odnos nenazadnje do drugih? Najprej to lahko opazimo tudi pri sebi. So obdobja verjetno, ko manj molimo, obdobja, ko več molimo, kako to vpliva na nas. Ampak na kratko, molitev recimo ti menja dioptrijo. Ko resnično moliš, ne gledaš več na svet samo skozi svoj mali ego, kaj bom jaz dobil, kako se meni godi krivica. Takrat začneš gledati z božjimi očmi. Nenadoma ti recimo ta naporni sosed ali pa sodelavec ni več ovira, postane bližnji, brat, celo prijatelj, ki tudi nosi kako nevidno rano. Molitev človeka omehča, trdo srce spreminja iz kamna v meseno srce. Človek, ki res moli, ne more ostati zavarovan samo vase. Postane ponižen, pa tisto zdrav ponižen. Zaveda se, kdo je in ve, komu pripada. Tak človek, ki moli, kleči pred Bogom. Pred svetom pa ne kleči. Kakšno mesto ima v molitvi tišina in zakaj je za vernika pomembno, da se v molitvi uči tudi poslušati? Ja, živimo v svetu, ki nam nenehno diktira tempo, neprestano okrog nas nekaj piska, brni, utripa z teh naših pametnih telefonov, ekranov. Tišine se pravzaprav bojimo. Tam se bomo neizbežno morali srečati sami s seboj. Ampak pomislimo, če v molitvi samo jaz govorim, je to monolog.
Predstavljaj si zakonca, kjer eden neprestano govori, drugi pa sploh ne pride do besede. To ni odnos. To je mučenje. Tišina je božji materin jezik. Včasih se je treba preprosto usesti, utihniti in reči: tukaj sem Gospod. To so vzgledi mnogih pred nami, svetnikov, velikih mož in žena. In poslušati. Tam, v tišini, kjer nam zmanjka naših pametnih besed, nam Bog končno lahko kaj pove. Kako razumeti razmerje med osebno molitvijo in bogoslužjem, med intimnim srečanjem z Bogom in molitvijo občestva? Ja, dobro vprašanje. Osebna molitev je kakor tista intimna kava v dvoje. Samo ti in Bog. Lahko v trenirki, brez make-upa, brez mask. Bogoslužje, na primer, nedeljska sveta maša, pa tisto veliko kosilo razširjene družine. Oboje nujno potrebujemo. Če imaš samo osebno molitev, hitro lahko postaneš egoist, pa samo za sebe spet skrbiš, sam svoj Bog, stvariš si lahko vero po lastni meri. Če pa hodiš samo k maši, doma pa ni tistega osebnega odnosa, si na nedeljskem kosilu neke vrste prijazen, ampak anonimen gost. Sploh ne pozna gostitelja. Skupnost nas drži in nosi, ko osebno pademo. Naša osebna molitev pa daje tisti skupnosti pravo dušo. Tu bi lahko o trinožniku molitve, pa mogoče še prišparamo za drugič. Gospod župnik Simon, v čem je razlika med molitvijo, ki ostane na ravni besed, in molitvijo, ki človeka resnično uvede v živ odnos z Bogom? Ja, tu je kot razlika med branjem nakupovalnega seznama in branjem ljubezenskega pisma. Jezus je bil tu oster, jasen, do tistih, ki so se zanašali le na zunanjost. Spomnimo se, ko pravi: to ljudstvo me časti samo z ustnicami, njihovo srce pa je daleč od mene. Lahko na pamet drdaš 10 rožnih vencev, ampak če pri tem sosedu privoščiš najslabše, si zgrešil smer, celotno poanto. Živ odnos pomeni, da se pustim Bogu presenetiti. Včasih tudi konkretno premakniti iz moje varne cone udobja. Če se živa molitev ne preseli, torej, če se ne pozna v življenju, ta molitev ni živa. Isto je z liturgijo. So deklamacije, so lepe proslave, pa naj bo na njih še taka množica in uglajenost. Kaj menite, zakaj človek tudi takrat, ko ima veliko besed, v molitvi pogosto najtežje izreče to, kar je v njegovem srcu najbolj resnično in najbolj pomembno? Verjetno odgovor preprost, ker nas je strah, ker smo navajeni, nenehno nosimo maske. Celo pred Bogom bi se radi pokazali v najlepši luči. Nekako si naličimo dušo, preden gremo molit. Pridemo s tisto: Gospod, poglej, kako smo pridni, kako sem priden. Tisto najbolj resnično v nas pa je pogosto zmedeno, boleče, polno dvomov, morda jeze. In zmotno mislimo, da Bog tega ne bo prenesel. Ampak on hoče prav to. Hoče našo skrhano, razbito posodo, ne pa nekega lažnega plastičnega blišča. Najtežje je sneti masko in priznati svojo nemoč. Pa vemo, da se tu gradijo naši človeški odnosi, naša prijateljstva v iskrenosti in isto z Bogom. Kaj bi rekli, kaj je tista resnična, pristna in iskrena molitev? Kako jo nenazadnje doživljate tudi vi? V duhu prejšnjega, da je brez filtra. Nima Instagram polepševalcev. Včasih je lahko to en sam vzdih: pomagaj mi, usmili se me. Pa, Bog, ne samo vzdih v prazno, ampak Bogu, ljubi Bog.
ali pa zares iskren hvala. Zame osebno, večkrat je to zgolj zavedanje njegove prisotnosti, ali pa zavedanje, da ga ne čutim, da se čutim osamljenega, ampak to povem njemu, tudi če ne čutim. Pridejo dnevi, ko večkrat preprosto izčrpan, z mislimi raztresen, povsod. Tako utrujen, da bi med molitvo dobesedno zaspal, če bi se ne poznal. Zato ne molim leže in zato tudi, ker se toliko poznam, svoj odnos z Gospodom ne prelagam na zadnje trenutke dneva, na tisti rob, ker gre že čez rob moje zmožnosti. Pa tudi to je v redu. Tudi zaspati v molitvi je veliko boljše, kakor v jezi, v zameri, kje pa je otroku lepše, kakor v očetovem naročju, ne? In če je tudi molitev to, da te men zaziba, ampak škoda je, če hočem rasti v enem odnosu, da vedno ta trenutek odnosa prelagam ali pa se ga izogibam čez dan. Resnična molitev je, ko si upaš biti pred Bogom točno to, kar si, kar v tem trenutku si, preprosto nič več, pa nič manj. Omenjali ste iskrenost v molitvi. Največji trenutek za nekoga, ki čuti težo dneva, je pravzaprav poiskati ta košček iskrenosti. Kaj menite? Nevarnost tu je, da imam spet vajeti jaz v rokah, taktirko, notni zapis, tempo, melodijo, vse hočem jaz. V pogovoru pa ni tega. Ko se jaz dobim s prijateljem za mizo, jaz ne načrtujem celotnega pogovora. Ne vem, kam bo tekel pogovor. In tudi ne skačem besedo. Med znanci že, med prijatelji pa poslušam. In mi je preprosto prijetno, da pove do konca. Tako je tudi v molitvi, ne? Da se zavem, da nisem jaz tisti, ki diktira, ker potem postanem diktator molitve. In življenjske okoliščine me najpogosteje izzovejo. Zato čutim, recimo, če povežemo molitve z zakramenti, pa so krasni zakramenti, recimo sveta birma, sveti zakon, sveto obhajilo. Pri bolniškem maziljenju, kakorkoli ga odrinjamo najbolj na rob, zato ker je pač povezan z bolečino, pa z poslavljanjem ali pa tudi bližino smrti, zavedanje krhkosti, tam je molitev ponavadi najbolj pristna, ker ni izigrana, ker ni motivirana. Tam nimam duha proslave, kar imam večkrat, ko pridem na kako slovesnost, skoraj ne vem, a je komemoracija ali pa kak festival. Žal, ker večkrat ni iskreno, tiste deklamacije se ne ločijo od... Ja, ko pa življenje izzove eno bolečino ali pa eno rano, radost, ja, tudi skozi rano, ali pa eno radost, kaj se novo življenje se je porodilo, takrat še tak dec potoči solzo, pa se Bogu zahvali. In tista molitev je iskrena. Pa se nerodno pokriža, ker se že dolgo ni pokrižal, ampak zdaj pa hvaležen. Za ženo, za partnerko, za otroka, ali pa, kot sem prej omenil, ko v bolnišnici, ko se dogaja eno trpljenje ali pa poslavljanje, takrat je molitev, čeprav večkrat groba, tudi v jezi, ampak je ogromnokrat po dolgem času prva iskrena molitev. Tako da, če bi molili iz življenja, če molimo iz življenja, potem ne moramo faliti. Gospod župnik Simon Potnik iz Pastoralne zveze župnij Slovenj Gradec, najlepša hvala za vaše misli o molitvi. Naj se dotaknejo tudi naših poslušalk in poslušalcev. Hvala lepa, pa blagoslova vsem, ki se trudite, pa tisti, ki se še boste v molitvi. Sledi večnosti.